Pa vendarle, če govorim konkretno o Novi Ljubljanski banki, smo prepričani, da ne gre več tako, kot je šlo, da je šla zadeva predaleč, da državljanke in državljani preprosto več niso pripravljeni pokrivati takšnih in drugačnih nebuloz, ki so se v Novi Ljubljanski banki dogajale. Nenazadnje niti ni več tega potenciala. In jaz verjamem, da bo potrebno za Novo Ljubljansko najti tuj lastniški kapital, ampak vendarle mora država Slovenija obdržati kontrolni delež, torej 25 plus 1%. Kar se tiče infrastrukture, infrastrukturo mora biti in ostati državna. Tu po moji oceni ni nobene dileme, ker sicer bomo tu v tej državi državljanke in državljani ostali še samo statisti. In razmišljanje v smeri, tako kot slišimo od sedaj od mnogih mladih ekonomistov, liberalnih, da bomo kar počez in po dolgem čez noč prodali vse, je neumnost. In neumnost brez primere. To lastništvo so gradili naši dedje in naši očetje in so nam ga dali v upravljanje. Če smo nesposobni to premoženje upravljati, potem moramo poiskati ustrezne ljudi, ki bodo to znali, ne pa prodati. Potegnil sem paralelo z zmagovalnim konjem, ki nam je omogočil, da smo se osamosvojili, da smo v vseh teh letih rasli hitreje, kot je raslo povprečje Evropske unije. V zadnjih časih pa smo s tem konjem pač 2-3krat izgubili kakšno tekmo. To pa še ne pomeni, da smo s tem zmagovalnim konjem izgubili kakšno tekmo, da ga je treba zaklati in meso razprodati, oziroma prodati na razprodaji. Džokeja je treba zamenjati. Magari tudi pripeljati kakšnega džokeja iz tujine, ni problema. Ampak razmišljati kar tako po dolgem in počez prodaja, smo mi absolutno proti. Tudi tega področja se je treba lotiti z zdravo kmečko pametjo. Kako se pa mi obnašamo doma z dediščino, ki smo jih dobili od dedov ali očetov? To je na posebnem mestu. Poseben odnos. Celo drugače se obnašamo do tistega, kar smo sami ustvarili, kot pa do tistega, kar smo dobili od nekoga v dediščino. In tako se moramo obnašati do državne lastnine. Tudi moj otrok in moj vnuk bi jaz želel, da bi imel kaj za upravljati. Ne pa, da bomo vse razprodali in da bomo tukaj samo preprosto nekdo, ki bomo spremljali, opazovalci dogajanj v svoji lastni državi. Tu sem pa jaz absolutno proti. Ker potem takem lahko še si vlado uvozimo iz tujine. Pa naj nam peljejo vse, mi bomo pa tu samo kimali in se strinjali z tistim, kar nam bo tuj kapital, tuji lastniki in tuji interesi narekovali. Jaz mislim, da se zato nismo borili za svojo lastno državo. In ne mi govoriti o neumnostih, da bo vse drugače in vse boljše, ko bodo prišli tuji lastniki. Ne bo. Ker mimogrede, to krizo, v kateri smo se znašli, je inicirala banka, ki je bila v privatnem kapitalu, Lehman Brothers. To ni bila državna banka, mimogrede. To je bila banka privatnega kapitala. Torej, preudarno, gospodarno in z zdravo kmečko pametjo se